Danes v Pomurskem dnevniku. Nesreča pred mejnim prehodom. Trčil v betonsko oviro. Bogdana Gorza z novim komadom. Kako do 40 tisočakov. Vreme, jutri sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Včeraj zgodaj zjutraj je le nekaj metrov pred mejnim prehodom Gruškovje prišlo do prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil 66-letni Nemec. Prometna nesreča se je zgodila na odseku avtoceste, ki jo gradijo na novo, in sicer med Draženci in hrvaško mejo, a po podatkih policije gradbišče naj ne bi bilo vzrok prometni nesreči. Po daljšem ravnem odseku je 66-letnika očitno presenetil rahel levi ovinek, kjer je na tem mestu zadel v betonsko ograjo. Očitno zaradi nepreverjene hitrosti ga najprej zaneslo v desno, v odbojno ograjo betonsko, nato v levo in pa od te ograje v nasproti vozeč tovorno vozilo s polpriklopnikom. Po trčenju s tovornjakom se je avto vnel in gorel je še tudi, ko je na prizorišče nesreče prispel ptujski gasilec in vodja intervencije Igor Fekonja. Avto je gorel sprednji del, sicer so pred nami bili tudi gasilci iz Podlehnika, tako so oni začeli z gašenjem, tehnični poseg pa smo potem mi naredili iz PGD Ptuj. Ampak ni bilo več temu vozniku, ki je bil v avtu, ni bilo več pomoči? Ne, ni bilo več pomoči, ker je v samem trku bi naj že se zgodilo tisto, kaj se je. Kljub temu, da je avto zajel požar, pa ta ni bil vzrok smrti. Ne, zagotovo trčenje, ker so bili na kraju prostovoljni gasilci Podlehnika zelo hitro in so vozilo pogasili, preden je v bistvu požar zajel celo vozilo. Kako hudo je bilo trčenje pred požarom, nazorno kažejo fotografije posnete po reševanju. Zaradi gradnje tu sicer začasna cesta pogosto spreminja svoj potek, a sprememba prometnega režima ni bila razlog za novo smrt na slovenskih cestah. Pri takem delu je neka signalizacija potrebna biti postavljena, da omogoča varnost prometa, kar ta zagotovo omogoča. Zato so izdelani elaborati, določeno, kako mora biti označena in tako tudi je označena. V tem primeru zdaj, če bi ta voznik upošteval hitrost vožnje, ki je omejena na 50 km/h, se to zagotovo ne bi zgodilo. Sicer pa bo gradnja 13-kilometrskega avtocestnega odseka proti Gruškovju potekala vse do konca prihodnjega leta. Tudi današnje jutro se je začelo tragično, tokrat v Rakičanu, kjer je umrl starejši moški. Vzrok smrti policisti še raziskujejo. Iz Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije so sporočili, da je danes zjutraj nekaj minut po 6:30 prišlo do prometne nesreče v Rakičanu, kjer je voznik avtomobila trčil v betonsko oviro. Iz Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je udeleženec prometne nesreče, ki je trčil v betonsko oviro ob parkirnem prostoru, na kraju podlegel poškodbam. Po naših informacijah pa naj bi voznik najprej trčil v betonsko oviro, zatem zadel stoječi avtomobil, v katerega je ravno sedel drug voznik. Ta je povedal, da ga je ob trku premaknilo za nekaj metrov, na koncu pa je ponesrečenec udaril še v drevo. Dejanski razlog smrti bo pokazala obdukcija, po naših informacijah pa naj bi voznik umrl naravne smrti. Znana prekmurska pevka Bogdana Gorza, hči še bolj znanega pevca in humorista France Gorze, je izdala nov komad in zanj posnela tudi videospot. Naslov pesmi nosi Mali mali. Več o tem, kako je nastajal videospot in odkot ideja, pa v nadaljevanju. Luč sveta je ogledal nov komad Mali mali, za katerega je bil posnet tudi videospot. O čem govori točno ta komad? Moram reči, da je v bistvu to prvi videospot moj. Komad govori da me en fantič opazuje, zagleduje in je premali. Jaz hočem imeti velikega, on pa je mali in pol ne obupa, mi tečnari za mano hodi, kolegica se že toži, župniku, policistu, vsem že, ampak ne morem se ga rešiti. Nadloga je prav, res nadloga. Je pa hudomušen video, ja. Gre za tak malce nagajiv komad, dvoumen. Ja, v bistvu gre za glasbeni spot, glasbeno zgodbico, ker se dogodki odvijajo točno v določenem redu, tako da se zgodba neka prikaže. V bistvu scenarij mi je napisal moj oče, France Gorza,
ker smo hoteli zgodbo narediti, ne samo neko promocijo, ampak smo tudi vse skupaj povezali, tako da se splača pogledati, ker se ful nasmejiš, ful je zabavno, igrivo, hudomušno, tako da lepo gledajte. Ja. Poleg glasbe je noter v spotu tudi precej plesa. Ja, sodelovala sem s plesno šolo Zeko, ki smo tudi nekaj zaplesali, potem je bil tudi Tadej Merčnik, to je od Klapovuhov, je bil ta naš mali, potem tudi Božidar je igral na harmoniko, potem tudi prijateljstvo, tako da je bilo vsega dovolj. Če se malo vrneva nazaj, kdaj si se sploh začela ukvarjati z glasbo? Z glasbo sem se začela ukvarjati že v 2. razredu osnovne šole, že v pevskem zboru, ampak samostojno glasbeno pot pa sem začela tam nekje 9. prvi letnik srednje šole. No. Kako velik vpliv je imel na te tvoj oče, ki je prav tako znan glasbenik? V bistvu je imel kar velik vpliv, ni pač bilo to tako lahko, ker je veliko podstiženo delo in nisem hotela njega razočarati, ne njegovih oboževalcev, ker v bistvu njegovi oboževalci so tudi moji oboževalci, imamo skupne oboževalce, tako da je bil vsekakor velik izziv, ampak sem vesela, da se je tako izteklo dobro, kot se je. Je bil to zate morda celo en pritisk? Ja, vsekakor je bil pritisk, ampak mislim, da je dobro, da je bil pritisk, ker sem bolj zrelo vzela vse skupaj in tudi bolj resno. Da ni bilo to samo neka zajebancija, bomo nekaj posneli, pol pa bom jaz sama to poslušala. Pač vedeli smo, da bom šla na razne nastope, koncerte, privat zabave in da bo moglo to tudi nekako ven zgledati, tako da sem vzela to kot delo, neko zabavo. Imaš veliko obveznosti? Ja, poleg faksa in dela pa glasbe, ja, se kar nabere. Ampak če si vse pravilno razporediš, organiziraš, je to mačji kašelj. Te čakajo kakšni novi projekti v prihodnosti? V bistvu, vsekakor bom posnela kakšne nove komade tudi, mogoče še kak novi videospot, potem razni nastopi, tako da vedno se nekaj dogaja. Lahko pričakujemo kakšno novo zgoščenko? To še ne tako hitro, ampak vsekakor pa bi imela svojo zgoščenko, ja. Mogoče za konec, kakšni so na splošno tvoji cilji, tako na glasbeni poti kot drugače v življenju? Ja, v bistvu moji cilji trenutno so, da pač dokončam študij v Ljubljani, potem pa da naredim še kak nov komad in da dobim še več oboževalcev, več dobrih komadov, mogoče kaki duet tudi z očetom ali pa s kom drugim posnamem, tako da se dogaja. Lahko tudi me poiščejo oboževalci na Facebooku, vtipkajo Bogdana Gorza, pač mi sledijo, kaj se dogaja na moji poti, tako da, glej, pustimo se presenetiti. Najboljše stvari so itak nenačrtovane, tako da bomo videli, kaj bo prineslo življenje. Podjetja v tako imenovanih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo bodo strani države deležna določenih subvencij. Podjetja v teh območjih lahko dobijo tudi do 40 tisočakov. Kako do njih pa v prispevku? Ob poklopju Mariboru z okolico, Hrastniku, Radečami in Trbovljem se med težavna območja prišteva tudi pomurska regija, torej se lahko tukajšnja podjetja potegujejo za nepovratna sredstva. Z razpisom bodo do leta 2019 razdelili predvidoma 3 milijone evrov, namenjenih zagonu podjetij ter pripravam in preboju njihovih izdelkov na trg, da bi izboljšali poslovanje ter konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. K prijavi so vabljeni samostojni podjetniki, zadruge, zavodi ter mikro, mala in srednja podjetja s sedežem v katerem od omenjenih območij. Vendar pa v upoštev pridejo le podjetja, registrirana med 24. avgustom minulega leta in 20. oktobrom letos. Upravičenci bodo morali obdržati obstoječi sedež in projekt izvajati še vsaj do izteka leta 2022. Zato bodo prejeli med 20 in 40 tisoč evrov, pri čemer sta predvideni dve izplačili. Prvo leto 2018 v višini do največ 16 tisoč evrov in drugo leto 2019 do največ 24 tisoč evrov. Časa za prijavo je sicer še do 7. novembra. Več informacij pa najdete na podjetniskisklad.si. Ford je predstavil novo vozilo Ford Ka Plus, ki v razredu majhnih vozil navdušuje tako svojo notranjostjo, prostornostjo, barvami in motorom. Več pa si poglejte v izjavi. Ford Ka Plus ni najmanjši, pa ni največji v svojem segmentu. Priporočamo jo kak mladim
kot prvo vozilo, potem družinam kot drugo vozilo v družini in tudi starejšim. Se pravi, zavzemamo kompletni segment strank, tako da vabljeni na ogled in na testne vožnje. Na spletnem portalu sobotainfo.com razkrivajo, kakšna kazen vas lahko doleti pri nabiranju kostanjev. Več preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije prevladovalo oblačno in suho vreme, drugod po Sloveniji bo sončno. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno sončen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 15 stopinj, v Lendavi 13, v Murski Soboti in Radencih pa le 11 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno in po večini suho. Drugod bo prevladovalo sončno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod pihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 6 stopinj. Dnevne pa se bodo povzpele do 19. V petek in soboto bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 7 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele vse do prijetnih 22. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.